Prav lepo pozdravljeni. Večina odraslih invalidov v Sloveniji nima možnosti samostojnega bivanja, sistemsko financirano podporo, ki bi jo potrebovali. Večina jih živi doma s starši ali zakonitimi zastopniki. Ko ti ne zmorejo več skrbeti zanje, se jih običajno preseli v kakšno institucijo. Marsikateri uporabnik pa bi si želel živeti samostojno. In o tem bomo govorili skozi naše oddaje. Z nami je doktorica Špela Režun, direktorica Varstveno-delovnega centra Zasavje. Nekako stojiva na mestu, kjer se je pravzaprav vse skupaj pred skoraj 37 leti začelo. Ti se verjetno ne spomniš, kako? Takrat sem bila še na začetku osnovne šole. Spomnim pa se te hiše, ki je postala tako imenovana delavnica pod posebnimi pogoji. To so začetki dejansko delovnega in socialnega vključevanja odraslih oseb s posebnimi potrebami oziroma oseb z duševnim, telesnim primanjkljajem, kot rečejo. Mi pa zadnje čase največkrat govorimo tudi o intelektualni oviranosti, saj ne gre za neko duševno motnjo, ampak dejansko nek primanjkljaj, ki potrebujejo, da se nadomesti za normalno življenje s podporo sočloveka. No, ti si pa takrat se hodila sem tudi malce crkljati. Tvoja mami je bila dolgoletna, pa tudi takrat direktorica Varstveno-delovnega centra. Nekako ti je potem kar položila to v zibelko. Ljubezen do Varstveno-delovnega centra. Dejansko zelo pomembno je, da kot otrok, ko odraščaš, sprejmeš drugačnost kot del življenja. In bom rekla, otroci staršev, ki dejansko, bom rekla, delajo na tem področju, imamo ta privilegij, da nam je to pač podano, bom rekla, nekako v zibko in s tem odraščamo, ne. Zaradi tega tudi sama verjamem, da če se v družbi spremeni mišljenje, bom rekla, predvsem odraslih, staršev, vzgojiteljev, učiteljev, da vzpodbujajo otroke k sprejemanju drugačnosti, lahko naša družba postane bolj vključujoča in tako tudi bolj prijazna, bom rekla, do oseb s posebnimi potrebami. Se je poslanstvo Varstveno-delovnega centra skozi desetletja, skozi leta kaj spreminjalo ali je ostalo bolj v tistih prvotnih letih? Dejansko se je zelo spremenilo, osnovna usmeritev je enaka, čim večja vključenost vseh oseb v življenje, normalizacija življenja, vendar so se zadeve dogajale postopoma. Začelo se je, bom rekla, samim delovnim vključevanjem, kot sem rekla, v delavnice, potem se je širilo z manjšimi bivalnimi enotami, kjer uporabniki dejansko živijo vključeno v okolje, pa še vedno v inštituciji. Bom rekla, nadaljuje se pa daj s tem, da se širimo in želimo še bolj osveščati okolje, da se družba, bom rekla, postane bolj vključujoča, da lahko naši uporabniki, tisti, ki si to želijo, zmorejo, dejansko zaživijo samostojno s podporo, kar je omogočeno s tem projektom in tudi z zakonodajo, ki se je sprejela. In dejansko živijo svoje sanje s podporo tam, kjer jo potrebujemo. Bom rekla, tudi mi in tudi oni. Seveda je veliko več podpore treba na določenih področjih, kjer so primanjkljaji, vendar mi stalno, bom rekla, v ospredje poudarjamo zmožnosti uporabnika, tam, kjer je nekdo dober, tam, kjer je močan. Tam, kjer pa malo zmanjka, je pa pač potrebna podpora sočloveka, da življenje teče čim bolj normalno in v zadovoljstvo samega uporabnika. No, dolgo leta si že vpeta v samo delo Varstveno-delovnega centra, tudi že odprej ga poznaš, preden si bila ti sama tu zaposlena. Kako v tvojih očeh pa okolica skozi desetletje sprejema te, recimo, malce drugačne ljudi, če lahko sploh rečemo drugačne? Mislim, da se družba spreminja, postaja bolj vključujoča. Bom rekla, tudi uporabniki bolj opolnomočeni, bolj samozavestni, tudi njihovi svojci niso več, bom rekla, zaprti, ne da bi okolje vedelo, da obstajajo, ampak je vedno več dogodkov, bom rekla, tako kulturnih, športnih,
različne aktivnosti, kjer so prepoznani, opaženi, bom rekla, kot pomembni deli naše družbe, ne. In na tem je potrebno delati še naprej, še bolj osveščati javnost, da so dejansko njihova življenja čim bolj vključujoča, čim bolj normalizirana, če je to le mogoče in če to zmorejo. No, sam tudi že dolga leta spremljam delovanje, tudi kar precej uporabnikov poznam tudi njihove družine. Vem, da so nekateri uporabniki že krepko šli čez 6. križ, recimo, da so njihovi starši nekateri tudi že umrli ali pa se bližajo tisti starosti, ko ne bodo mogli več skrbeti za svoje otroke. Tu pa je potem tisto mesto varstveno-delovni center, ki lahko pokaže odprte roke. Nekaj je že bilo, počasi bo šla pa tudi na ta nov projekt, pilotni projekt, s teboj lahko. Vse skupaj je povezano, ne? Tako kot sem rekla, če mi želimo spreminjati, bom rekla, samo družbo, da postane bolj vključujoča, da dejansko imajo uporabniki, tudi svojci s podporo uporabnikov možnost izbire, da ga pripravljajo, osveščajo že od mladosti na to, da bo nekoč zaživel sam, ko svojca več ne bo oziroma ne bo zmogel, s podporo oseb v lokalnem okolju, ki mu bojo pomagale pri življenju. In ta možnost sedaj obstaja. Ni nujna preselitev v inštitucijo, v naše bivalne enote, kjer se trudimo, da je uporabnikom lepo, da se počutijo kot doma, da so njihove želje upoštevane. Vendar so to vseeno skupnosti, bom rekla, 10 ljudi, 12 ljudi in je težje vse skupaj usklajevati, kot če živiš, bom rekla, v svojem stanovanju, tako kot si dejansko sam želiš, tako kot živimo tudi drugi. No, nekateri uporabniki uporabljajo storitve samo dnevnega, recimo varstveno-delovnega centra, pridejo v službo, so 8 ur, potem gredo domov. Potem so pa tisti, ki pa živijo dan in noč, seveda so tudi v delavnicah, v varstveno-delovnem centru, v bivalnih enotah. Kdo pa sploh lahko pride tako v VDC kot recimo v bivalne enote, pa potem v ta projekt s teboj lahko? To so uporabniki, ki imajo priznano invalidnost po zakonu o socialnem vključevanju invalidom oziroma prejšnjem zakonu o družbenem varstvu. In tukaj tudi vidimo že sedaj problem, ker dejansko marsikateri uporabnik, ki ni pravočasno pridobil te odločbe, ima samo odločbo o nezaposljivosti, ne more vstopati v ta sistem, tako dnevnih enot VDC-ja, kot potem institucionalnega varstva in projekt s teboj lahko, ne. Zaradi tega je zelo pomembno in o tem osveščamo tudi ostale. Mi se sicer jim ponudimo možnost vključitve prek posebnega programa socialne vključenosti, ki v našem VDC-ju poteka že dalj časa, vendar si želimo, da bi bili tudi oni upravičenci do vseh teh storitev, kot jo imajo osebe po zakonu o socialnem vključevanju invalidov. Tisti, ki so v bivalnih enotah, ne pomeni, da so sami. Ne, v bivalnih enotah je stalno prisoten, bom rekla, vsaj en zaposlen in nudi podporo tam, kjer jo uporabniki potrebujejo. Bivalne enote v prihodnosti vidimo predvsem za uporabnike, ki dejansko niso zmožni samostojnega življenja s podporo v lokalnem okolju in dejansko potrebujejo to pomoč. Verjamemo pa, da od cirka 150 uporabnikov, koliko jih je vključenih v varstveno-delovni center Zagorje, bom rekla, jih vsaj 10%, če ne 20%, je zmožno samostojnega življenja s podporo v lokalnem okolju, ne. Pa je toliko stanovanj, prostih stanovanj v Zasavju? To je pa eden izmed ključnih problemov, na katerega smo tudi naleteli na začetku projekta, ko smo iskali primerna stanovanja. Saj teh stanovanj, bom rekla, za eno osebo, manjše stanovanje,
ki je primerno ogrevanje, da ni nevarno, da bi uporabnik si mogel še na drva nekje kuriti, ne. Takšnih stanovanj ni na voljo. In zaradi tega smo tudi dejansko si prizadevamo, obvestili smo tudi vse občine, predlagali smo poseben projekt tudi v regionalni razvojni program Zasavja do leta 2027, tako da upamo, da se bo tudi na tem področju kaj premaknilo, ne. Nam je pa veliko na začetku tega projekta pomagal, Spekter in pa Center za socialno delo Zasavje, ki so prepoznali te potrebe in skupaj smo uredili stanovanje za uporabnico, ki se je začetek novembra tudi preselila v svoje najemniško stanovanje in sedaj zbiva s podporo, storitvami projekta S teboj lahko. No, malce kasneje se bomo pa preselili vsi trije na dom Kokaljevih v Hrastnik. Kokaljeva sta pa zakonca, oba dva uporabnika VDC Zagorje, že dolga leta, kar bosta sama povedala. In ona dva sta si pa že pred tem projektom S teboj lahko zaželela samostojnega bivanja, normalizacije življenja in dejansko sta z neformalno podporo, zaposlenih v VDC Zagorje, pa seveda tudi njihovih svojcev, zaradi tega, ker ta podpora pri samostojnosti strani svojcev je izjemnega pomena. Ker če svojci dejansko ne zaupajo, da bo uporabnik zmožen živeti samostojno, je dejansko to uporabniku onemogočeno. To res ogromno pomeni, ne. Zaradi tega je naša naloga tudi, da svojcem, da jih spodbujamo, da še bolj zaupajo uporabnikom, jih še bolj vzpodbujajo skupaj z nami samostojnosti tam, kjer je to seveda mogoče. Verjamem, da se bojijo v družbi, ne vem, ko gre še nekdo po cesti, ko gre na avtobus, da ga bo nekdo zafrkaval, ker še vedno prihaja do tega, če si drugačen, te ljudje malo po strani čudno gledajo, namesto da bi te lepo pozdravili. In to je vse naša naloga, da ljudi osveščamo, ker če bo do tega prišlo, da bo postala družba bolj vključujoča, da bo, ne vem, vsak se bo med seboj lepo pozdravil, ne bomo čudno gledali en na drugega, potem bo tudi svojcem lažje, njihove odrasle otroke spustiti v svet in zaupati tudi drugim ljudem, da jih ne bojo izkoristili, v njihovi naivnosti, ker naši uporabniki so zelo dobro namerni, misleči ljudje in si ne predstavljajo, da mogoče nekdo, ko pač se pogovarja z njimi ali pa si želi nekaj od njih, to hoče tudi zlorabiti, ne. In to je pa zdaj ta naša velika naloga, da spremenimo naše zasavske občine, ne le v občine prijazne invalidom, po odstranjevanju teh arhitektonskih ovir, ampak predvsem ovir v glavah ljudi, ne. No, ko pa že enkrat najdete stanovanja, ga je pa verjetno treba tudi adaptirati oziroma opremiti. Je to strošek novih stanovalcev ali gre to preko tega projekta S teboj lahko? V bistvu to je strošek stanovalcev oziroma v tem primeru, je bil Spektra, ker smo se dogovorili, da je stanovanje tudi obnovljeno. Uporabnica si je pa sama kupila, opremo, Center za socialno delo je zraven tudi pomagal, ker dejansko imajo uporabniki, čisto solidne prihodke z invalidnino, z nagrado v VDC-ju, da si lahko privoščijo neko dostojno življenje. Torej morajo potem tudi sami skrbeti, da so položnice za elektriko, za vodo, pa tudi najemnino za stanovanje poravnane. In mogoče kdo tu pomaga? Ja, seveda. Tukaj se pa zdaj vključi tudi podpora, pomoč, podpornih oseb v projektu S teboj lahko. Prej smo bili to, sam zaposleni v VDC-ju, čisto neformalno smo pomagali tisti, ko so samostojno živeli. Na drugi strani Center za socialno delo, svojci. Sedaj pa imajo prek projekta dejansko sistemsko možnost, da če nekdo potrebuje neko stalno pomoč pri plačilu položnic, da mu je ta pomoč zagotovljena. Je pa tudi primer, ko nekdo zaživi samostojno, mogoče potrebuje enkrat, dvakrat, trikrat, da se mu pomaga, na to pa zmore tudi sam in potrebuje samo neko, krovno spremljanje, da se finance na koncu izidejo. No, včasih se pokvari tudi pralni stroj in
ga tudi jaz sam ne znam popraviti, ampak verjetno tudi tu pomaga varstveno-delovni center. Ja, tu je prej, bom rekla, pomagal varstveno-delovni center, bom rekla, spet zaposleni neformalno, zdaj pa s pomočjo tega projekta so pa tudi noter izvajalci, bom rekla, ki se spoznajo na vzdrževanje. In če stanovalec pokliče? Stanovalec pokliče, pride, bom rekla, podporna oseba in popravi. Če pa seveda to ne zmore, se pa pokliče serviserja oziroma pomaga uporabniku najti številko, da samostojno potem pokliče serviserja in da se dogovorita, kaj pa kako je potrebno storiti. In strošek je potem na bremenu stanovalca, ne? Točno tako, ne? Ker dejansko to bivanje zdaj v svojih stanovanjih, to ni strošek, najemnina pa stvar VDC-ja inštitucije, ampak dejansko je to vse stvar posameznega uporabnika. Verjetno so pa tudi nekateri, ki bodo sami zaživeli, ki ne bodo živeli kot par, pa mogoče kdaj potrebujejo tudi kakšen sprehod ali pa kakšno partijo kart, ko bo to spet dovoljeno na blizu, brez mask. Ja, ključno pri tem projektu je, da dejansko, bom rekla, razvijamo in preizkušamo, katere storitve uporabniki podporne sploh potrebujejo, ne. Vidimo, da je to zelo individualno pogojeno, neke smernice so pa enotne, ne. In zelo pomembna je ta socialno vključevanje, ker naši uporabniki imajo pogosto zelo šibke, ozke socialne mreže, malo prijateljev, večina so to njihovi svojci, pa zaposleni v VDC-ju. Zato je, bom rekla, bistvo tega projekta tudi to, da se razširja mreža teh podpornih oseb, bom rekla, tudi prijateljev naših uporabnikov, ker s tem lahko zaživijo kvalitetnejše življenje, ne. Na drugi strani so pa pomembne vse te podporne storitve za samostojno bivanje, tisti, ki ga zmorejo. No, in kdo lahko na nek način postane podpornik, ki je pripravljen pomagati tem osebam, ki so se odločile samostojnega življenja? Dejansko so to izvajalci, bom rekla, ki so v prvi vrsti in pomoč sočloveku pomeni neko poslanstvo, podpora, da verjamejo v to, da smo vsi, bom rekla, upravičeni do tega, da živimo neko dostojno življenje. In v prvi vrsti je tukaj srčnost, poštenost, etičnost, nekdo, ki gre samo zaradi denarja, ker dejansko so podporne storitve plačane, to ne bo ta prav, bom rekla, izvajalec podpornih storitev, ne. In tukaj je tista največja past, na katero moramo biti pa mi previdni kot, bom rekla, pomočniki izvajanja tega projekta v vzhodni kohezijski regiji, ker nosilec tega projekta je VDC Polž Maribor, VDC Zagorje, pa tukaj, bom rekla, sam pomaga širiti mrežo v Zasavju, ne. In tukaj moramo biti vsi skupaj zelo previdni, da so te izvajalci podpornih storitev res etični, da so vredni zaupanja. Točno tako. Ja, pa je že kaj takih, jih je zadosti, jih še potrebujete? Projekt je malce okrnila oziroma upočasnila korona oziroma epidemija, stanje, v kakršnem smo. Prijavilo se je kar nekaj izvajalcev, ki bi si to želeli biti, pa dejansko še nismo uspeli z vsemi vzpostaviti pogovore, jih vključiti v projekt. Tako da, ko bo, bom rekla, tale obdobje, te najhujše, bom rekla, epidemije mimo, bomo seveda povabili dodatne izvajalce. V tem trenutku jih imamo 20, 15 uporabnikov vključenih v Zasavju, želimo pa si do konca projekta vključiti, bom rekla, vsaj 40 do 50 zunanjih izvajalcev podpornih storitev, da se ta mreža v Zasavju res širi, da imajo uporabniki res čim širšo podporo, bom rekla, strani okolja, ne. No, preden gremo vsi skupaj v Hrastnik, mogoče čisto na kratko še, od kdaj do kdaj ta projekt, pilotni projekt poteka, pa mogoče še par besed o financah, ker vsak projekt tudi nekaj stane. Ja, formalno se je projekt začel že, bom rekla, v maju oziroma aktivno je potem v juniju v letošnjem letu. Pripravile so se osnove, bom rekla, od informacijskega sistema do načina spremljanja, načina povezovanja, komuniciranja.
Tako da vse te stvari bomo spoznali potem še v naslednjih oddajah strani sodelavcev v VDC-ju, ki so tudi, bom rekla, del tega projekta, poleg redne dejavnosti. Bom rekla, aktivno pa so se začele te podporne storitve, vključevanje uporabnikov izvajati septembra in to sedaj pač poteka, tako kot sem že rekla, v malo okrnjeni obliki zaradi samega covida, pa vendarle smo že veliko stvari, bom rekla, naredili in tudi spoznali. Projekt pa traja uradno do marca leta 2022. Do marca? 2022. No, pa upamo, da se tudi potem ne bo zaustavilo. Ja, jaz tudi srčno upam, ker uporabniki, ko smo z njimi delali osebne načrte, katere storitve dejansko potrebujejo, ne, je veliko storitev vezanih tudi, ne vem, vsaj mesečen obisk kakšnega koncerta, nogometne tekme, druženje, ne, vse to, kar zdaj odpade, ne, in je veliko več storitev, bom rekla, na daljavo, elektronskih, bom rekla, sprehodi v naravi kot družabništvo, ne. Manj pa vsega tistega, kar si še uporabniki dejansko želijo in bo prišlo, ko bo konec tega obdobja. Kdo drži roko nad tem projektom, torej finančno? Verjetno več. Kje Evropska unija tudi? Ja, tudi je sofinanciranje socialnega sklada. Dejansko je pa, bom rekla, projekt vodi nosilec, to je VDC Polž Maribor, mi smo pa le podizvajalci. Tako. Zdaj pa mislim, da je že čas, da gremo na kavico. Ja, seveda. Evo, zdaj pa smo v Hrastniku, kavico smo že spili pri Samiri in Mihi Kokalju. Ja, hvala, ker ste nas povabila v svoj lep kotiček. Samira, daj mi povej, od kje ti prihajaš? Si Hrastničanka? Lep pozdrav vsem. Jaz sem že od majhnega, že od rojstva sem iz Hrastnika. Si tu odraščala? Sem, ja. V kakšni družini? Ja, imam starše tukaj v bližini, imam pa še brata. A si tu obiskovala šolo? Kakšno? Ja, osnovno šolo s spojenim programom, osnovno šolo Vitka Pavliča. Kaj pa bilo potem po koncu šolanja? Po koncu šolanja, ko sem bila 19 let stara, sem šla v varstveni delovni center Zagorje. In to na pobudo staršev? Šola me je pošiljala, no pa socialna delavka. Starša sta se pa verjetno tudi strinjala? Ja, ja. Kakšen je bil pa tvoj prvi vtis, ko si prestopila prag varstvenega delovnega centra? Ja, kar no, tako, prvo mi je kar težko bilo, no. Pa dan po dnem sem pač išla pa naprej. Katerega leta se je pa to zgodilo? Leta 2006. Se spomniš mogoče tudi, je bil to ponedeljek? To pa ne vem, kje dan je bil. Koliko časa si potem potrebovala, da je postal varstveno delovni center tvoj drugi dom? Ja, kar nekaj časa, no. Tako da sem že počasno navadila, spoznala prijatelje, spoznala mentorje. Po delavnicah sem delala, šla pogledati, kaj delajo pa tako. Potem počasi si pa spoznala tudi svojega zdajšnjega moža. Ja, tako. Kdaj se je pa to zgodilo? No, leta 2006, ko sem prišla v VDC, ko so me peljali v lastni program, no, to sem tudi začela že delati. No, sem pa sodelavce moje spoznala, pa še njega. In ti je kar takoj padel v oči? Ja, meni kar takoj, no, to nisem pa nič kar takoj povedala, no. Pa leta 2009 je šlo pa zares, no, včasem. Torej je kar to 3 leta raslo, zorelo. Potem je bil pa kdo tisti pobudnik, da je vprašal ali pa ponudil, da bi bila par? Ja, Miha. Miha. No, dajmo pa še Miheta nekaj vprašati. Miha, ti si pa, ne vem, iz Polšnika, to spada pod občino Litija? Ja, spada pod občino Litija, ja. Jaz tebe poznam tudi po tvojem bratu, Robertu, zelo odličnem nogometašu. Ja, zelo. Še vedno igra nogomet? Še, ja, sem ni veliko, Kinčka, no. Kroatija veliko. Ti si pa tudi pogosto s svojim očetom hodil v Zagorje na tekme? Ja, jaz sem tudi treniral par let v Litiji, sem tudi treniral v Litijo par let, pa sem pa nekaj. Zaradi bolezni? Zaradi žalve bolezni, ja. Zaradi odmiranja mišic? Ne, druga. Druga? Srčni infarkt. A to, srčni infarkt, Pa si se dobro potem ukreval? Ja, se ni bil tako hudega, se je ti umiral po pol ure, tudi sem lahko pol
Normalno so domovi polnice. Sem pita nekaj, sem dobil srce, da so umiri ritem srca, ne. Aha. To je bilo. Je zdaj to v redu? Ja, zdaj hodim na preiskave in nekaj je, nekaj ni. Je pa boljše je bilo. Boljš, ne? Ja. Ti si pa hodil v osnovno šolo Bošnikov, pa potem na Ne, v Litijo. V Tako ima Litijo. 2 leta Savo, Aha. pa v Litijo po posebnim programu, ne. Litija, In potem si si želel izučiti za... Mesarja. Zakaj? Ja, to me veseli. Tvoj oče, dedek, Je starata, ja. starata. In oče, bata bila kravca. Šole nisi potem dokončal, Ne, drug let sem padel. ampak se ne ustrašiš nobenega pujska, ne? Ne, ti 300 km šega. Ne, znaš, obvladaš. Ne bradam. No, kdaj si pa ti vstopil v varstveno delovno center? 2005 za nov let, po novem leti. Aha, torej malce prej kot Ja, en tvoja let prej. žena, En let prej, ja. en let prej. Kdaj je pa tebi oči padla? Meni je pa padlo, ker sem jaz svojo bivšo nehal, to je bil 2 let po tistem. Pa sem en let malo bil sam, pa sem pa Samiro Aha. vprašal, če bi bila za te pa je rekla ja. Pa smo začeli malo skrivati, ne, pa začeli povedati, da pa padlo, da so vedeli. Kako so pa doma sprejeli, ko si jim prvič pripeljal punca domov? Ja, jaz sem takoj povedal, ker sem imel punce, jaz sem takoj doma povedal. Jaz sem že 14, 15 let, ne, Aha. nimaš kaj skrivati. Nimaš kaj, ne? Povedal, da imam punce in ti to. Noben je rekel, da Da ne ne. bi imel mesta Tako. tako. Samira, kako so pa tvoji starši sprejeli, ko si prvič predstavila fanta? Se mogoče spomniš, kako je to bilo? Ja, je bilo kot tako, no, pa so pa sploh skeje, ne, pa tako, kako bomo živela, no, če bomo lahko skupaj živela, ne. Jaz sem pa zakaj ne, lej, vse se da. Samo postopoma. Je pa dobro imeti doma podporo, ne? Ja, Ja, Ja. pa malo, ni taški. Jo imata oba, ne? Ja, No, Samira, kdaj sta se potem vidva odločila, da si bosta nadela na roko prstan? to je bilo pa leta 2016, 19. novembra. Je bila ohce poroka? Ja, družinsko pač, z njegove strani, pa z moje strani. Aha, je bilo lepo? Ja, nepozabno. Nepozabno. Ti je bilo, zdaj, koliko časa sta zdaj že potem okrog poročena? 11 let, no. 11 leto sta že poročena? Ne, pri tem pa, Smo skupaj, no, Aha. 2016 smo se pa poročila. Aha, torej 4 leta. 4 leta. Ja. V vsakem zakonu pride tudi do kakšnih težav, ne? Do kakšnih pripirov. Kako je to z vama, Miha? Izreša beseda. Se Zve- pogovoriva, pa najdeva skupno pot. Kdo nosi hlače? Večinoma jaz. Zaenkrat še. Ja. No, se zmeniva, ne, da Se- se na kaj ja. govor. Ki mi probali kreirati. Sem so, papiri so, le, vsaki hiš je, tudi pri nama ni lepo, ne. No, zdaj pa še ti povej, kdo nosi hlače? Miha, ampak se doma, se da se skupaj zmena, da se skupaj usedemo, da najdemo cilj, smo oba. No, ko sva se videla pogovarjala pred to oddajo, sem te vprašal, kdo je bolj vešč gospodinjskih opravil pa kuhe, si mi dejala, da Miha zelo dober ješprej, ne? Po Ja, klasičnih to je se pa reče, res. ješprej skuha. Res, to je pa res. Kuha zna, le z jem pa res nimam problemov, zna pospraviti, zna kuhati, vse. Samo te obet, če je treba, vse. Ti si pa menda mojstrica za enolončnice, Ja, danes je bilo pa nekaj drugega, ne? ja, dan sem pa lazanja, to je bila od mojega moža želja. Aha. Čisto sama ali ti kaj pomaga? Pomaga. Tudi oba. če Moj je zna bil tudi meso, oba, no. jaz sem meso pripravil. Aha, ti si meso. Ja, meso je moja stvar. Kje ostaneš še potem za večerjo? Ja, nabija malo več ostane. Pa sem malo staršem dala, da probajo, kako je. Zdaj so se hvalili, veste dobro. Zdaj, a sta kar takoj, ko sta se poročila, zaživela na svojem, menda ne? Ne, Kako je bilo to? dvakrat je prvo pošljati, en več pa tam dane, Pri poročena. tvojih? Pri mojem starši, ja. Mam je mrla, ne. Aha. Pa me je mehla da prej poročice in mam mrla, ne. Pa da je neželovanje imamo v Slovenki, ne. Pa sem jaz se pol v enem leti poročila, ne, ko je mami mrla. Pol pa sem jaz dala vlogo za stanovanje v Frankfurtu. Prijavila se je trikilo, ne, začasno. In sedeli čakala in je prišla odločba.
Da ste dobila stanovanje. Stanovanje, ja. Je bil to Samira eden najlepših trenutkov v življenju, ko ste dobila Ja, svoje mi stanovanje? sem si res najbolj želela, da bi šla zase, da bi samostojno živela. Kakor ostali, ko vidim, da res lepo živijo pa to. Noč usedla smo se, Miha tako bomo. Jaz bom dala vlogo, pa bomo videla, kaj bo. Je bilo koga straha, je pa kdo dvomil od vajenih bližnjih, da vidva mogoče tudi zaradi invalidnosti ne bosta zmogla sama živeti? Ne, od njegovih staršev pa od mojih imamo vedno podporo. Kakor za stanovanje, tudi za vse ostalo. Kako se pa, če pride do kakšnih težav, ne vem, da se televizija pokvari, kako to rešujete? Tujčem pa tukaj staršem, nam pridejo pomagati, pokličemo servis, ne, pa rečejo, pa pripeljemo, kjer televizijo nam zrihtajo. Kaj pa za stroške stanovanja? Vendarle je nekaj stroškov stanovanja. Ja, je kar nekaj, tudi je kar oba skupaj usedemo, vsak nekaj se pogovorimo, damo položnice skupaj, seštejemo pa skupaj plačamo. Torej imata tudi vse tiste, to, kar zaslužita, je to družinsko. Ja, Ja, vsak pol dala. Vsak pol da. Ja, tudi ja plačam čeprav proti, pa pojem ostano za hrano, pa malo kune. Pa ostane tudi kaj za hude čase? Ostalo tam. ja, ostane. Ostane. Tam. Ne? Kako pa doživljata vidva ta čas korone? Zdaj prej, ko ni bilo epidemije, sta vsak dan hodila tudi v varstveno delovni Ja, center, smo. sta se tam družila, delala, tudi kaj zaslužila, ne? Ja. Kako je zdaj? Ja, zdaj najbolj pogrešamo prijatelje, družbo v VDC-ju, da smo skupaj, ne, da imamo kakšne aktivnosti, da imamo plesne, da gremo na letovanje, da gremo na sivovanje, ne, vse po tega ni. Si optimistka, da bo kmalu? Ja, čim prej naj bo. Čim prej. Zdaj tudi kaj delata od doma? Ja, moj mentor Andrej mi pripelje delati za Devesoft. Aha. In vidva to oba, ti? Ja, oba. Oba. Veliko dela? Ja, krno, 3 ne 4 je bilo krno. Zadnje je bila največ, zadnje tura. Kako se pa kaj spopadata s tem, ko nas opozarjajo, da naj se čim manj družimo, da naj čim manj hodimo po drugih stanovanjih, se bolj držita sama zase? Ja, Miha? nismo nabirali, ne zima nobenega. Sta kar sama? Večinoma sama, ja. Pride No. kakšen... Starši največ, da pride na čaj, ti pa ne. Se razveseliš očeta, mogoče brata? Ja, Tam zdaj- vidim eno lepo steklenico, piše Miha. Ja, brata imam diha, dobre diha, ja. Največ brata pogrešam. Brat pride. Brati so tudi na svoje, ne. Aha. Tudi oba na svojem, ne. Se kaj bojita bolezni? Niti ne, jaz jo sprejemam, kukar je. Kuj naprej. Življenje je prohla, kukar je. Bolezen je prišla. Dajem naprej. Predvsem te bolezni, virusa. Virusa, ja, jaz sem imel virus, Si že imel? Ja, meseca pol nazaj, Je sem bilo kaj hudo? nič, vse isto kako je. Nisem imel nobenega znaka, Nobenega znaka. da bi bil bolan, ne. Si ta virus prenesel potem naprej na Samiro? Mislim, da nisem imel virusa, da je to bilo sam radi fali. Aha. Pa nisem imel vse, sem imel von, imel sem okus, vse sem imel. Nič ni, da bi Pa si bil testiran? Ja, pa sem bil pozitiven, sem ni bil vam več. No, hvala Bogu, ne? Ja, da ni bilo. Kaj pa ti, Samira? Ja, jaz nisem imela, moj mož pa vem, da je bil v bolnici v mesecu avgustu. Še predtem smo bila na tabori prek Zveze sožitja, pa je dobil pač okužbo legionelo, pa pljučnico. Sem prišla pač iz tabora domov, in drug dan je že hudo vročino imel. To pa ni hec, ne? Ne, to pa ni, nič hladiti ni mogel, nič. Da mi oči niso dobro zlotno. Kaj delata vidva v tistem prostem času, ko ne kuhata, ko ne pospravljata, ko ne pomivata posode, ko ne čistita po stanovanju? Gresta kam ven? Ja, gremo na sprehod, pogledamo kak film, moje nečakinje pridejo, se z njim zabavamo, pa tako. Zdaj tamle vidim, da imata igro remi, pa človek ne jezi se. Miha, Ja, veliko igrava, no, ko je prostem cajti.
Človek ne jezi se, ne? To pomeni, da se ne smeš jeziti, če izgubiš. Ampak sem slišal, da se Samira malce. Jaz se smejim, če izgubim. Jaz sem dobro volja. Kaj pa Samira? Ja, Samira pa ni, ne. Ti ne? Ne izgubljaš rada. Ne. Zdaj, ko sta skupaj že kar nekaj časa, ko sta poročena, sem prepričan, da ste se doma, tudi starši, pa tudi vidva sta se verjetno pogovarjali o tem, da bi imela otroka. Samira, sta o tem govorila? Ja, samo zdaj moj mož ima mesečen del skrofijo, no, jaz sem tudi hrbtenico operirana, pa sem rekla o tem, da raj ne, no. Ker lahko rodim invalida, ne, kaj bom pa potem, ne. Je bila to skupna odločitev? Ja, tukaj, ja. Tu sem jaz predlagal, če se enega invalida, zakaj bi pol. Tako nima nobene vdine, ki nima otroka, lahko dela. Tu je ena vdina, otroka imeti velik stroško, ne. Če veš, ima otroka, je huje, ne. Jaz sem rekel, raj ne. Vrutila pa se seda, so se rekla, da ne bom imela. Stasi se rekla v redu. To je to. To je vajina odločitev, ne? Moja, no, najbolj sem jaz rekel, da ne. Pa se žena tudi obrija, da ne. Imamo zaščite. Tako. Zabava je pa zabava. V redu. Samira, da mi še to povej, z denarjem prideta čisto lepo skozi, si dejala, ne? Ja. Da nekaj tudi ostane. Kaj najbolj pogrešata? Kakšen skupni dopust, kam potovanje? Pogrešamo izlete. Tiste prek VDC-ja ali tudi samostojno? Tudi samostojno, tudi z VDC-ja, no. Kam bo ta prvič šla, ko se bo svet odprl? Te prvi meš očeti, te prvi je to. Kam? Šutiti, od tebe. Od tebe? Polšne, te prvo. A to najbolj pogrešaš? Tu najbolj, ja. Ti bi šel tja? Ti je tega nisem videl, no 3 mesece nisem videl. Kaj pa ti? Ja, nekakšne izlete, no, rečemo, najbolj si pa želim na zimovanje z našimi prijatelji, sodelavci. Iz varstveno-delovnega centra? Ja. Kolikor sem uspel razumeti, se v varstveno-delovnem centru res lepo razumeta? Ja, zelo lepo. Ne samo z uporabniki, tudi z zaposlenimi? Ja. Večinoma. To je vedno tako, ne? Ja, nisem moraš. Ja. Nekaj me še zanima, vidim, da imate kar precej veliko televizijo, da je kar veliko športa tudi v teh dneh. Kako se vidi, ti menda rada gledaš te nadaljevanke, ne? Kako se zmenita, kaj bo kdo gledal? No, tudi slovensko ligo nogometa, rečemo, da je šport, res oba gledava, ne. Miha ima tudi rad druge filme, no, jaz pa te najine mostove pogledam. Ampak Miha pride potem na račun, ti greš malce prej spat, ne? Po pol 10:30. Ja, ne, tu zmenjava se, jaz sem tudi prenosni računalnik, no pa ki na računalniki pogledam, on na televiziji pa tako. Miha, kaj ti, kateri šport najraje spremljaš? Nogomet. Nogomet je tako. Kaj pa ti zimski športi? Tudi. Šahavke najraje. Bi se spustil? No, ne, spustil se pa, ja. Sem bil na zimovanju, sem bil v šolo. Sem smučil, sem bil ne vem, če bi bil vse v mogu. Po planiški velikanki se pa ne bi spustil, ne? Ne, mi pa je žene, da bi se pojel dol gleda, bi šel dol še. Voci se pomni, Ziklajn. Ja, da se bi spustil. Če bi pobral pogum. Počasi smo ob koncu daje našega pogovora. Tole bi vaju še vprašal. Kaj vidva menite, da sta s tem projektom s teboj lahko pridobila? Da imamo podporo, nujno rabimo prevoz do zdravstvenih storitev, da nas kdo odpelje v velike kraje, da si gremo na kakšne izlete. Rečemo, jaz imam željo na Bled iti, ne. Pa da lahko verjetno kadarkoli koga pokličeš? Ja, to je pa res, da se lahko na podpornika pokličemo, da nam pomaga, bilo kakšno pomoč. Kaj pa pričakujete od tistega podpornika, kakšen mora biti? Da mu zaupata? Da mu zaupamo, da je prijazen, da se z nami ukvarja, da se z nami pogovarja, da se družimo. Velikokrat potrebujete kakšno pomoč, Miha? Niti ne. Zdaj ja, ne, zdaj sem je tole bolezen, ne. Imam veliko doktorjev, ne, me voz ta najmanj, da me ne reči, ne. To je to, največ je tu raba. Pa hoče tem trgovino, ne, da nosim, da me pripelje domov. To je največ za vožnjo, ne, ker nimam izpita.
Poznate koga v varstveno-delovnem centru, ki bi rad vstopil v ta projekt, pa bil podobno živel kot vidva? Ja, jaz vsem želim, no. Pa poznaš koga, ki bi si to želel, da gre po vajini poti? Ja, rečemo, sodelavci pač, no. Nekaj jih je. Ja. Nekaj je, to ne bomo rodili, mi ne. Mhm. No, več je vžalni, kjer pa ne, raj ne. Tako je, najboljše, ne? Ja, grijo ti vsi, vej. Bo. Vse dobro jim želimo, naj probajo, pa bojo videli. Splača se probati, ne? Ja. Mi je pa probala in pa uspela. Ok, super. Ja, jaz se vama zahvaljujem za vse, kar sta povedala. Prav prijetno je bilo. Upam, da bosta še dolgo srečno skupaj živela, pa da se čim prej vrnemo vsi skupaj v tisto normalno življenje pred korona časov. Ja, upamo. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.